To so bili časi privatnikov. Privatnik je bila negativna konotacija. To je bil tisti, ki je iskal sive cone, tisti, ki je neki z denarjem povezano, vedno neka taka. In če sem jaz lahko z Nizozemcem po nizozemsko govorila, si kar naenkrat bil del klape, nobenemu ni bilo treba prevajati, vsak je prišel zraven in si sam nadaljeval. Še vedno ljudje smo socialna bitja, mi se ne učimo zato, da bomo lahko z računalnikom govorili, ampak zato, da bomo lahko s človekom govorili. Dober dan in dobrodošli v podcastu prevajalske agencije GOR, kjer gostimo izjemne posameznike iz sveta podjetništva. Kje in kako začeti, na koga se obrniti, kako voditi ekipo in kako se pripraviti na številne ovire. Govorili bomo torej o tem, kakšno pot morajo prehoditi podjetja, da odklenejo svoj potencial in zaslovijo v Sloveniji in kjerkoli v svetu. Danes mi je še posebej v veselje, da se bomo pogovarjali o jezikih, učenju in podjetništvu. Saj je z nami jezikoslovka, ki je svojo ljubezen do jezikov in učenja pretopila v poslovno idejo in pred 11 leti ustvarila jezikovno šolo Language Sitter. Top potencial v letu 2017, ambasadorka iniciative Učitelj sem, učiteljica sem. Lahko bi naštevala še naprej, ampak kar po mojem mnenju pri njej najbolj šteje je njen nasmeh, srčnost in predanost. Danes je z nami Dejana Jezeršek, trenutno na pauzi oziroma na sobotnem letu. V sobotnem letu, kako se reče pravilno? Kaj pa vem, nisem nikoli pomislila. Mislim, da je na sobotnem letu. Aha. Jaz, ko sem se malo pripravljala, skozi sem ponavljala sobotna nedelja iz nekega razloga, tako da tudi to nekako se sliši zanimivo. Če sem se dotaknila Language Sitterja, si varuška ali varuhinja jezika? Vedno smo se imenovali varuhi. Nekako je izhajala ideja, da kot varuška čuva tvojega otroka, skrbi, da napreduje. Smo se mi tako počutili kot eni varuhi jezika, tistemu, ki nam je svoje znanje zaupal in smo tam bili, skrbeli, da napreduje in da nam je bilo res mar za ta jezik. Tako da varuhi jezika smo se včasih tudi tako rekli med sabo, ne zdaj nam, ampak med sabo pa kar. Dobro, tu si se zdaj že dotaknila, torej dobrih 10 let si to zgodbo gradila z ekipo, torej neka zgodba za jezike, o jezikih. Kako je sploh Language Sitter nastal, kakšne so ideje za tem in kako si to potem uresničila? Jaz sem jezikoslovka, kot si povedala v uvodu, in seveda so se dostikrat name obrnili ljudje, spraševali, kaj predlagaš, katero jezikovno šolo predlagaš. Tukaj sem bila kar bosa z informacijami. Enostavno sem malo gledala, kaj jaz vem, brand, če je cena visoka, dovolj bo že prav. Nisem se preveč s tem ubadala, ker tudi nepedagoška smer nikoli nisem imela vizije, da bom poučevala. Potem sem se pa preselila v Švico. Do takrat sem bila zelo dejavna v turizmu. V Švici sem pa začela delati za agencijo jezikovnih potovanj. In 2 leti sem pač gledala, kako ti ljudje potujejo nekam, ponavadi so šli s prijateljem, prijateljico in tam sem videla jezikovna šola na drugi strani, učbenike je bilo treba kupovati in dostikrat sem rekla, pa ta človek se ne bo čisto nič naučil v teh 3 mesecih. Če gre s prijateljico, pa še v svojo sobo. V glavnem, začelo me je motiti, veliko stvari me je motilo in tudi ko sem videla te prijatelje, ki so hodili na jezikovne šole, so vedno prečasno zaključevali. In mene je to spet motilo, kaj delamo narobe. Potem sem se pa malo bolj posvetila in sem videla, da v bistvu jezikovne šole, zdaj bom rekla posplošeno, ne vsaka, so samo podaljšek šole. Se pravi, delajo prav po istem načinu. Zdaj, če imaš ti težave v šoli z angleščino in greš na jezikovno šolo in dobiš enak servis, pomeni, ta ti ne ustreza. Lahko en sam človek vpraša, kaj rabi, ne takoj knjigo tle, potem bova delala. In ko sem začela te knjige gledati, sem tudi rekla,
pa koga zanima to? Kdo gre še po znamko na pošto? Res greš? Pa kdo se predstavi in v 3. stavku pove svojo starost? Koga vprašaš, a si poročena, samska ali celo vdova? Ne vem, kaj so bila tiste vprašanja. A kdo sploh razmišlja, kaj človek res rabi? In potem ravno po 2 letih pred povratkom v Slovenijo, jaz to možu razlagam, vsa razburjena. Pa je pa nekaj rekel v smislu, pa pej domov k tem ljudem pa vprašaj, ne vem, nekaj v takem smislu je bilo. In mislim, da je bil to en tak korak ven iz tega okvirja. Sem rekla, ja, ne prav to, ampak nekaj v tem smislu. In potem je ta ideja začela rasti in tudi tako ena kolegica mi je predlagala potem to ime. To je pa Language-Eater. Sem rekla, to sem pa zdaj napisala sem Language-Eater 12.3.2012 je bilo in sem enkrat to zdaj nosila s sabo, dokler tega podjetja ne odprem. In sem res to nosila vsak dan. In ko sem se vrnila v Slovenijo, sem tudi sicer začela delati za eno jezikovno šolo, ampak sem tudi predstavila idejo, ampak nekako nismo prišli skupaj in sem rekla, jaz ne morem tako delati. In sem prijavila idejo na YesStart, to je združenje podjetnikov. So imeli ravno program prvo leto, da bojo zbrali v Sloveniji 30 najboljših podjetniških idej. In sem bila zbrana in sem dobila 1 leto podjetništva, mentorja. In sem rekla, ok, tukaj nimam česa zgubiti, vse bom naredila, kar boste vi rekli. In tako se je začelo, potem je bilo treba idejo testirati, dokaj hitro. Sem se morala vršiti v vodo, meni je bilo bolj všeč, da bom to vodila, dokaj sama ne probam. In res rezultati so bili izjemni, ampak izjemni. Ko je bilo tistim prvim všeč angleščina, učili so se točno tisto, kar so lahko čez 10 minut na sestanku uporabili in to je to. Res je feedback in potem je začela tudi ekipa rasta. Najprej se je pridružil prvi poslovni partner, s katerim sva v bistvu Language-Eater, kot ga danes poznamo, ustanovila. Zelo dobro sva se dopolnjevala, jaz sem na tisti strokovni del, on je zelo užival v prodaji in vodenju podjetja, tako da kar se tega kompetenc in tako tiče, se mi zdi, da sva prav celoto oblikovali, niti ene stvari ni bilo, kjer bi oba hotela biti zraven. In potem je raslo in ekipa je rasla in z tiste metode, ki sem jo najprej imela opisano na 2 straneh, je na koncu en kup priročnikov nastal, ekipa več kot 100 jezikovnih trenerjev, Language-Eaterjev. In mislim, da smo res tako vrgli eno seme na celoten trg, ko so pol začele stranke govoriti, oni tudi nimajo učbenika. Sem rekla, naš cilj je, da noben več ne dela po tem, da vsakega vprašamo, pač da spoznamo, kaj rabi, kaj ga veseli ali pa jo veseli in da točno to dostavimo v takem kontekstu. In to je res imelo super rezultate. Torej, takšni neki prilagojeni v bistvu tečaji, a so to še zmeraj bili, ste temu še zmeraj rekli, da so to jezikovni tečaji, ne? Mi smo rekli jezikovni trening, sicer na začetku je bila to res kaprica, da se že v besedišču diferenciramo od ostalih ponudnikov. Zato so bili tudi jezikovna agencija, jezikovni trenerji, jezikovni trening. In potem, ko si kdaj videl, da razlagaš čisto prenadolgo, se rekel, jezikovna šola smo, tečaj angleščine imamo tudi. Ampak se pa je ta jezikovni trener se pa je kar prijel, no. Če ne ravno trening, se pa je jezikovni trener kar. In sem videla, da tudi drugi so začeli že kar uporabljati jezikovni trener in se mi zdi tako. Naj povem, da sam poslovni model je bil res malo sem iskala, mislim, takrat smo že v ekipi iskali, kaj bi to bilo in je bil prav ta fitness je prišel ven, ti dobiš osebnega trenerja, on pogleda vse, celostno pristopi do tebe, od prehrane do tvojega življenjskega sloga, tvoje telesne strukture in potem ti pripravi program. In smo rekli tako, to je to, trenerji, ampak za jezik. No, luštno. Si se že dotaknila, ko si omenila soustanovitelja, kaj si v teh 10 letih najraje počela, kaj pa najmanj? Torej, strokovni del ti je bolj ustrezal, manj pa prodaja in takšne reči. Meni je bilo nad vse, da sem se lahko z ljudmi pogovarjala in poskušala res najti tisti izvor,
kaj tega človeka ovira, kaj stoji na poti do znanja jezika. Res je, mislim, sem taka, sem vsebinka in jaz kopljem. In večina pride in reče nekaj v smislu, preteklika ne znam v angleščini, zato sem tiho. Meni kar nasmišlo, kakšen preteklik. Upaj, da je sam preteklik, ampak kaj je zadaj? Je samopodoba. So ene anksioznosti, strah pred nastopom, pred ostalimi v ekipi, zato ker, ne vem, sploh, če si više pozicioniran in boš zdaj slabše znal, bo tvoja kredibilnost padla. Ali je to bil učitelj, učiteljica v 6. razredu, ki je rekla, ti si zabit. Ne, in to je, tukaj so zdaj fobije. A ne? Sicer to je zdaj reže psihologija, nismo šli toliko poglobljeno. Sorry, hotel reči. Ja, ampak pač to je delo z ljudmi, ampak če si ti rekel časi, dobro, potem si pa čase nagovoril in se ni nič spremenilo, ja, seveda se ni spremenilo, ker si napačen problem reševal. In se mi zdi, da mi strankam nismo govorili, vi pa imate zelo nizko samopodobo, a ne? Ampak sam, da si ti razumel, taki so vzorci, ta stranka ne bo zadovoljna zelo dolgo, ker je perfekcionistka. In potem smo gledali, kako v najkrajšem možnem času dosežti kar največ, kar se da bo ta stranka lahko uporabila in da bo stopila eno stopničko naprej in rekla, pa se res nekaj znam. Ali pa, a ne, tiste male zmage so mogli zelo hitro priti, da je bila motivacija za naprej. In to je bilo meni nekaj najboljšega, da smo se te pogovore, tudi dostikrat sem slišala, ne, so rekli, vi sprašujete čisto druga vprašanja. Seveda, ne. Ampak ni bilo tako psihološko, ampak sam razumeti človeka, kaj se dogaja v ozadju. Potem druga stvar, seveda, pripraviti plan dela, ne, kaj bomo zdaj, kako bomo pomagali tej stranki. Tukaj moram reči, da sem vsako leto bolj uživala, ker je ekipa rasla in več glav več ve. In kako smo to pristopali. Ne vem, če smo dovolj jasno komunicirali, da ti, ko kupaš pa language tečaj, nisi kupil samo tiste ur s tistim človekom, tisti človek je tvoj varuh. Ti si celo ekipo dobil zadnji, ampak tega nismo to komunicirali. Ko je language trčil ob nekaj ali pa rekel, tukaj pa ne vem kako naprej, a ne? Cela ekipa z pisarne je stopila. Če je bil še zmeraj, smo enkrat mesečno imeli recimo izobraževanja za celo ekipo language tutorjev, smo vsi reševali. Dokler ni bilo, to pa je ena taka moja lastnost, da grebam, dokler ne pridemo do konca. In to je bil tisti tretji del, pa delo z language tutorji. To sem pa imela toliko rada. Ta izobraževanja, da smo vsi skupaj rasli, vsak je res doprinesel. To je taka zakladica, da niti nismo znali nekako v en okvir postaviti, ker je bilo toliko specifično, vsak človek je bil toliko specifičen. Sicer pa eni profili se začnejo ponavljati, ampak vseeno. Česa pa nisem marala, mislim, da največ tega je bilo pa v obdobju, ko sem prevzela direktorsko mesto, ker se mi zdi, tokrat slišiš, ne, kaj podjetniki največ, kje padejo, ne, oziroma kje naredijo napako. In to je, ko ti so svojo strast prepustijo drugim, oni pa vodijo. Podjetnik načeloma, kaj pa vem, je inovator, je en kreativc. In zdaj, da ko pač nastopi pol v vlogo vodje in gleda druge ljudi, ki delajo to, kar rad dela, sploh v mojem primeru, zdaj, ko gledam nazaj, ne, če mi je kdo rekel mikromenedžiranje, so neka prva stvar, ki jo črtamo. In zdaj, ko gledam nazaj, mislim, da sem prav to delala. Zakaj? Ker mene je tisto toliko zanimalo. Mene je toliko zanimalo, ko smo mi dobili podjetje 100 ljudi za jih testirati, a ne, jaz pa tako zraven, da bom jaz te 2 nemščine vzela. In kaj, jaz kot direktorica se mi zelo leko pomagam ekipi. Ekipo sem pa zmedla. Če v ekipi testiranja direktorica bomo seveda njej prepustili vse odločitve, a ne. Jaz sem pa hotela samostojne ljudi. Tako je to recimo zdaj gledam za nazaj, da se je pokazalo, da ne uživam v tem in posledično se je tukaj po mojem tudi največ napak potem zgodilo. Jaz, to, kar sem naštela, to sem hotela delati in na koncu nič od tega mi ni ostalo. Ja,
Torej, zdaj, koliko zadnjih par let si bila prav direktorica, ampak lahko rečeva, da si ves čas, torej teh 10 let, vodila podjetje na takšen ali drugačen način. Zdaj, razen tega, kar si omenila, kakšen je bil tvoj način vodenja, ali ne vem, kako bi temu rekla, tega sodelovanja z ekipo, kako bi sebe opisala v tej vlogi? To mi je tako težko vprašanje in včasih si želim, da bi dala en feedback. Kar jaz vidim, ali pa sem si vsaj želela, je, da navdušim, da pokažem tudi eno strokovnost, da mi zaupajo, ampak mislim, da sem bila zmeraj dobra v tem, da navdušim nad idejo, imam vizijo, znam zelo dobro skomunicirati naše poslanstvo in potem pridejo ti ljudje zraven, ko hočejo biti del tega poslanstva. In mislim, da je bila to moja najbolj močna točka, ali pa je. In ena iskrena želja, da čisto vsi v ekipi napredujemo. To sem enkrat prav delala en test osebnosti in je bilo prav to, ali kot vodja, ali kot mama, da znam biti tudi naporna, ker toliko hočem, da se potencial manifestira v najboljši luči in da vsak doseže svoj maksimum in potem gre in reče, koliko sem se pa tam naučil. In mislim, da sem ves čas iskala te možnosti za vse, da bojo čim bolj napredovali in tudi mislim, da eno odločanje je bilo dostikrat zelo demokratično, kar včasih je morda tudi meni malo kredibilnosti je malo, da sem mogoče nekoliko neodločena, ampak jaz sem imela pač vizijo vmes, po kateri poti smo šli, mi je bilo pa skoraj vseeno, zato sem dala več možnih scenarijev, je bilo mogoče, dokler je bilo to v okviru naših vrednot, ki so bile, vam povem, da ko sem šla zadnjič brati prijavo na Start, to se pravi zdaj 12 let nazaj, lahko bi danes postavila. Identično je. Kultura se ni spremenila, nič za malo, dokaj sem bila tam, zdaj ne vem točno, kako je, ampak in mislim, da je to en tak moj stil vodenja. No. Sem umešla na zelo veliko tudi izobraževanj, ker se mi zdi, da po neki intuiciji, neki naravno delati, se mi zdi, ja, super, ampak veliko stvari se pa je vseeno treba preučiti. In da si bolj pozoren, da znaš ene stvari predvideti in tako da sem tudi za ta del zelo hvaležna. No. Ja, zagotovo. Prebrala sem, ko sem se pripravljala, da nase ne gledaš kot na podjetnico, da ti je ta termin ti nekako ne leži. Kako bi potem to svojo karierno pot potem opisala? Ja, ta podjetnica, mislim, da je bilo to še kar iz enega prvega obdobja. Ja, kar nekaj časa nazaj od tega, ja. Zato se zdaj vem, zakaj sem jaz to večkrat poudarila, ker imam v sebi še zelo veliko vzorcev in prepričanj iz malih let. To so bili časi privatnikov. Privatnik je bila negativna konotacija. To je bil tisti, ki je iskal sive cone, tisti, ki je neki z denarjem povezano, vedno neka taka siva cona v glavnem. Pa smo se tudi doma malo podjetništva lotili, no, ampak in mislim, da sem se jaz te besede otepala, bolj kot ne. Ker če sem šla prav gledati definicijo podjetnika, podjetnice, lastnica podjetja, ki ga upravlja. Ja. Mislim, ja, to zdaj sem samostojna podjetnica, sem podjetnica, ampak meni je bil tisti ključen aspekt podjetništva je bilo unovčiti svoje znanje, se pravi postaviti ceno svojemu znanju. Ta del denarja je bil pa meni tako tuj. Če ne bi imela jaz pravih ljudi okrog sebe, bi jaz bila večna prostovoljka brez denarja. Ker meni je bilo pomagati. Kako naj zdaj temu človeku, če jaz vem, kaj rabi, mu lahko dam, rečem, ampak to bo 1500 €. In tukaj sem bila en tak boj skozi celo zgodbo in tudi danes enostavno, mirno povedati ceno, unovčiti to, kar znam, da to ni samoumevno. Dosti mi jih reče, a ti pa kar plačaš. Ne? Ja, ampak jaz kot stranka se znam obnašati, kot ona druga pa niti ne. In mislim, da je bil ta del glaven, da se jaz nisem našla kot podjetnica. Ampak, ko sem prebrala definicijo,
Konec koncev je z te ideje nastalo podjetje, 4 redno zaposleni, 100 zunanjih sodelavcev, take velike stranke, tako da ne moramo reči, ne, nisi. Ampak ta del je mene motil in mislim, da je to bilo zelo tako onesnažena predstava, kaj podjetnica, podjetnik je. Potem pa, ko priješ v ta krog podjetnikov, vidiš, koliko je to zdravo okolje, koliko je to inovativno, agilno. Potem pa rečeš, če sem pa res del tega, potem pa super, z veseljem sem podjetnica. Se zelo lahko poistovetim s to predstavo, to popačeno predstavo podjetništva. Tako da misliš, da je morda zato, da je to en izmed razlogov, zakaj je žensk toliko manj v podjetništvu, ali pa nasplošno govorimo veliko o tem, da je v vodilnih položajih toliko manj žensk, lovimo te neke obvezne ali neobvezne kvote. Kako na to gledaš? Seveda smo si to vedno dobimo nazaj, da smo si same krive. Kakšen je tvoj pogled na slovensko okolje? Mogoče, ali pa če lahko paralelo neko daš Švico, kaj si tam doživela? V Švici ženska, ko ima otroka, ostane doma. Niti ene sodelavke nisem imela, ki bi 100% delala. Tam prideš in poveš, procente daš na mizo, ko si pripravljen delati. Dobro, zanimivo. Tako da v Švici ne bi bila z otrokom, res ne. Že sami stroški vrtcev, enostavno ni računice. Tako da bi rekla, da je to spodbudno za žensko, mislim, da ne. Zato, ker ti pač, če ti rečejo, glej, vrtec boš plačevala več, in ponavadi je bila ženska tista, ki je ostala doma. Ne vem zdaj, kakšna je situacija, to je bilo samo v tem krogu, ko sem bila jaz, kjer sem se jaz gibala. V Sloveniji pa zdaj zadnja 3 leta sem bila zelo aktivna na SID-u in prav v ženskem podjetništvu. In sem videla, koliko izjemnih podjetnic imamo, tudi vidim, da je vedno več spodbud. Mi pa je šlo na živce, ker smo vedno morali zagovarjati, zakaj žensko podjetništvo, zakaj ne samo podjetništvo. In sama sem zelo proti temu, da uporabiš isto orožje, kot ga nekdo nad tabo, ti nad drugimi. In to, da se neki ustanavljajo ženski klubi samo zato, da kontrirajo moškim in delajo samo nasprotno, se mi ne zdi pametno. So pa združenja, ki delajo fantastično, ki se nekam osredotočijo, ona vem, je super, ne. Sam lahko še žensko pred kamero postaviš. In moram reči, da česa sem se jaz naučila, je, da koliko enih predsodkov imam jaz v sebi. Ja. In to, najprej me je bilo sram, potem sem pa začela nekaj delati s tem, da se sam še vrnem ta del žensko podjetništvo. Jaz sem potem začela govoriti, lejte, če jaz rabim na svet iz prodaje, bom šla k najboljšemu prodajniku, a je ženska, je moški, prav briga me, ker rabim najboljš na svet iz prodaje. Ko pa mene zafrkava slaba vest, da grem 1 uro prezgodaj službe, zato da sem 1 uro prepozno v vrtcu ali pa v šoli, mi pa mora ena ženska povedati, kako ona to doživlja. Enostavno nočem zanemarjati moških, zelo so vpleteni. Mislim, da nikoli niso bili tako vpleteni ali pa imam to srečo doma. Ampak jaz tukaj rabim ženski nasvet. Enostavno, ker se toliko spopadam sama s sabo v tem podjetniškem svetu in mama in meni se zdi, da jaz tega ne foglam in da ne bo šlo. In ko mi ena reče, v redu, jaz imam isto, pa pride še ena. A veš, ko sem se vključila v Majčice 2015, to so tiste, ko vozičkamo potem, maja 2015, me noben ni rekel, zakaj pa ni nobenega moškega noter. Ja, zakaj pa se tam ne buni nobeden, zakaj niso majčki, ne vem. Ampak hočem reči, zelo sem rabila ta del, da mi ženska pove. In to ženska, ki je nekje, kjer jaz si želim biti. In to je ena stvar in zdaj v SID-u sem imela te ženske okrog sebe in
smo videli, tako kot moja mentorica reče, ženske imamo toliko mentalnega bremena. Ta del, vse če pogledaš logistično, se spelje, a ne? Ampak tista slaba vest, tista vprašanja, tista visoka merila. In na tem je treba delati in mislim, da bomo tukaj mogli še kar veliko prehoditi. In zdaj, moške, ženske, je zelo težko te debate načela. Mislim, da nisem še dovolj očiščena vseh predsodkov, ker mislim, da bi jaz tisto mojo, z mojimi, pa ne, da je bila vzgoja taka, imam napredno mamo, ampak mislim, da bi jaz čisto normalno živela v takem svetu, brez vprašanj. In bi šlo skozi. Zdaj sem pa malo preveč videla in zdaj sem občutljiva in zdaj vidim in rečem, zakaj so samo moški danes na panelu. Ali pa zakaj, ne vem, ko govorijo tam, ko vidim, ko se politiki pogovarjajo, kaj jaz enega kostima ženskega ne vidim tukaj vmes, ne. Tako da ja, in z možem dostikrat pol trčiva, ne. Ampak se pol umaknem. Kar sem hotela povedati, začela sem malo na sebi delati, ker moj prvi vzgib, priznam, je bil proti ženski. Bil je konkurenca. Če si bila ti izven moje lige, sva lahko prijateljici, če si pa ti v moji ligi. Moj prvi vzgib je bil neki, pride lepa ženska, gor uspešna in jaz začnem iskati, neki je zate. S čim bom jaz zdaj to mojo slabo vest malo očistila, ne? In sem načrtno se vključila prav v 2 kluba, tako, kjer smo se ženske družile, ne vem, ene beremo, ene smo hodile na predstave, samo zato, da sem jaz začela sprejemati ženske, da sem jaz videla, da ima vsaka neki balast nekje, neko breme, a ne. Tako da, čeprav povem ene par korakov, ki sem jih naredila, eno je bilo, sem tudi nekje prebrala, ko vidiš žensko, najprej reči, pozdravljam žensko v tebi, tako, čist noter. In sem jaz to, sicer ne vem, zakaj v tebi, ko si tak ženska, ampak dobro, sem rekla, okej. In ko sem jaz to opazila, kako prehiti tisto, kako je oblečena, kaj dela, ne, nohti, karkoli, sem prehitela s tem pozdravljam žensko v tebi in ko to rečeš, začneš biti malo bolj sočutna in rečeš, otroka, imaš 2 meseca, je star, ko se jaz zdaj spomnim, vem kaj, ne. To je bilo prvo. Drugo, da ko sem se pogovarjala z ženskami, zmeraj rečem 3 podvprašanja, Dejana, 3 podvprašanja idej. Ker ženske se dostikrat pogovarjamo, ja, pa, zdaj pa, ne vem, je na telefonu veliko, ja, moj tudi, ne, in vsaka govori zase in se ne poslušam, 3 podvprašanja. In se prav držim in res zveš take zgodbe, da je posledično prišlo do 3. koraka, da sem iz svojega besedišča črtala frazo lahko njej. Ker nobeni ni lahko. Prav tako, in zdaj moram reči, da vidim, koliko lahko pomagam, da iskreno pohvalim, da iskreno želim dobro. Tudi če so v moji ligi super, dajva skupaj kaj narediti. In tako da ta del je pri meni predvsem povzročil svesta govor okrog kvot, okrog ženske, moških. Sem pa tudi dobila hrbtenico, da če je ena primitivna izjava strani moških, enostavno zaključim pogovor, kar grem. Ker se mi zdi tako, ne. Ja. Super, hvala ti, da si to delila. Mislim, tako na kratko. Zelo uporabno. Ponavljam se v enih točkah zelo poistovetim, ko si že omenila lahko njej. Nekako nisem vedela, da si bila toliko aktivna v turizmu pred Sitarjem, tako da glede na to, da si se poročila v družino gostincev, je nekako to zelo samoumevno, da bi se kar pridružila družinskemu podjetju. Si ti svojo pot ubrala namenoma ali je to prišlo čisto po nekem naključju? Kako to, skratka, da nisi v tem družinskem podjetju? Prav po pravici nikoli ni prešilno, mislim, da ne ene, ne druge strani. Ja, stalno mi govorijo, ne, se ti si zdaj tam zaposlena, ali pa smo bili prvi ta vikend, pa je to ta vikend, ali pa včasih nekdo reče, ti koliko je en krst?
bližnje, s to, o čem govorimo. Ampak zdaj pač ne odreagiram več tako burno, si mislim logično, velika družina, uspešna družina, sej, mogoče sem pa jaz tisto, koga kar potem nekam dala, ampak da bi delala pri njih, ne vem, jaz sem imela toliko začrtano eno pot, da sploh nisem pomislila in mislim, da je to kar dobro, no. In da imava vsak svoj svet, da vsak eno svojo zgodbo ustvarja in potem z teh svetov prineseva nekaj domov. Ne vem, iskreno, tudi druge svakinje, pride kakšna stvar, vse smo nekako prepletene, ena je zelo v turizmu, ena je tudi dela, ne vem, za podjetje z inventarjem, ki opremlja hotele, tudi gostinske obrate in tako naprej. Tako da vse nekako videvamo, ampak da bi ena rekla, da si res želi tam delati, pa ne. Tako da zelo naravno, včasih se posmejemo, ko to vidimo, ko to slišimo, ne, veste, vse tam, ne. Ampak razumem, dostikrat je bilo tako, taka folklora je bila, ne, če mi je imel mož podjetje, potem prišla v pisarno žena. Pri nas pa ni tako in jaz mislim, da tudi ne bo. Zaenkrat ni želje, ne z ene, ne druge strani. Mi je všeč, da ima vsak svoj svet. Če kdaj, morda lih v tem obdobju, ti si zdaj, lih so se prej pogovarjala, skoraj 1 leto na tej pavzi oziroma sobotnem letu, torej iz Language Sitterja si izstopila in si vzela 1 leto za oddih, lahko tako rečem, da je to čas za oddih, ali kako bi opisala v bistvu to odločitev, pa kaj v bistvu v tem času počneš? Ja, tako je naneslo. Enostavno, toliko sem bila v Language Sitterju, da se nisem videla nikjer drugje. Tudi v Language Sitterju ne več, ampak tam sem imela kupnino, pa sem gledala, lahko nov avto kupim, lahko pa dam vase zdaj tole, a ne. Premalo je bilo, da bi lahko eno novo zgodbo naredila s tem, dovolj pa, da naredim nekaj zase. In tako je padla ideja, sicer ni bilo tisto leto, prav res, da bi rekla, 1 leto bo, ampak se je začelo pol k temu nagibati, kaj pa je bilo tako, kaj delam. Prvo, kar sem opazila, je, da se zbudiš brez nekaj. Nimaš, nič ni treba. In zdaj to je lahko zelo dobro, če uživaš. Meni je bilo super, tudi v Language Sitterju, ko pa rata to breme, se to breme nekje pozna. In tako da prva stvar je bila ta, res zadiham, spet malo sebe slišim. Potem zelo veliko sem bila z mojima punčkama. Se mi zdi, da je tako super leto, še ta zadnja, lepo v 1. razred, ko je treba biti še kar v 5, že sprevoziti, če ne drugega. In tista mirna jutra, ko se ne mudi, ko pride z avtobusom starejša domov, sem doma, prisotna mama v glavi. Ne rečem, vsaka družina ima svoja pravila in čisto vse spoštujem. Jaz sem bila, zdi se mi, da sem bila slabša mama, ker sem bila pač stres se je poznal, ne, in neprisotna. Lahko se igramo, ampak z glavo sem drugje in sem hotela biti več prisotna. In zdaj sem bila. Mislim, tako lepo obdobje, no, se ni za zmeraj, ne moreš biti prilepljena otroka, tudi oni 2 me zmeraj manj rabita. Ampak če sem si pa lahko privoščila to, sem pa skrajno hvaležna in mislim, da je bilo ta pravo leto. Klavir sem dobila za 40. rojstni dan, to sem si zmeraj želela, sem ga hotela sama kupiti, pa je rekel mož ne. Tako sem začela igrati klavir, ker sem res, to je bila taka želja močna. Tako je klavir, veliko berem, to sem sicer že prej. S puncami imamo tudi knjižni klub že 4. leto, 21. knjigo smo včeraj dobile. Se imamo super. Pa na zdravniške preglede sem šla. Tako, to, kar delam z avtom vsako leto, da poskrbim, da je res v dobri formi. Sem rekla, kaj vse me skrbi, ker na žalost
moja generacija zboleva in me je zaskrbelo. In sem šla, vse. To. Po 40 letu to pa še zraven. Eni so me pohvalili, so rekli, super, ker po 40 bi to moralo biti obvezno. Hvala Bogu, zdaj trkam, vse v redu in sem mirna, ampak sem rekla, a res 1 leto moram biti doma, da se jaz prijavim na en pregled, ki ni nujen, a ne? Tudi za nujne včasih se mi zdi, da malo to vse bo minilo. Preteče pa. Vse bo minilo, ja, ampak tako da zdaj imam tako par kljukc. Mislim, da bi to moralo biti bolj obvezno kot za avto, ampak pač tako delujemo, je res na nas. Super, želim, da še naprej ostaneš zdrava. Rekla si, da bereš veliko, vem, da tudi veliko jezikov govoriš, bereš v njih in prebrala sem, da celo v določenih jezikih različno razmišljaš oziroma obdeluješ neke svoje misli. Se ti zdi, da poznavanje jezika te tudi približa določenim narodom? Ne vem, da govoriš nemško, pa nizozemsko, angleško, a potem razumeš to kulturo bolj kot kar nekdo, ki pride zraven pa reče, zdaj se bomo po angleško zmenili ali bom pa ta angleški prevod knjige prebral. Ja, mislim, jaz tako doživljam vedno. Veliko bliže prideš. Jezik se učiti ločeno od kulture, meni se zdi skoraj nemogoče. Tudi enih novih besedišč se učiš s novim jezikom, nekaj, kar je bolj lastnost enega drugega jezika. In ne vem, meni je bil to, jeziki so mi bili res taka vstopnica v svet in razumem zdaj še bolj, če v tujem jeziku, ko operiraš v tujem jeziku, je to en napor. Zdaj lahko rečemo angleščina, da mi je že toliko prirojena, da lahko sred noči ni problema, ampak sicer je to en napor. In če ti ta napor človeku vzameš, se ima zelo fajn s tabo. In če sem jaz lahko z Nizozemcem po nizozemsko govorila, si kar naenkrat bil del klape, nobenemu ni bilo treba prevajati, vsak je prišel zraven in si sam nadaljeval. Isto je bilo recimo v Švici, v francoskem delu sva živela. In prideš zraven in sem videla recimo v Švici, Francozi so bili tako malo zadržani, ko si po francoščini spregovoril, si pa ti nove ljudi spoznal, prav drugi so postali, ne? In mislim, da je to, jaz mislim, da prideš res veliko bliže in to smo tudi tekom Language Eaterja videli, da je enostavno. Eni so rekli, jaz lahko to vse prodam v angleščini, ampak če on šel na pivo v nemščini s tem človekom, bom pa res dobil ta posel. Jezik je toliko močen del identitete, da normalno priješ bliže. Jaz sem pa ta napor bila zelo pripravljena prevzeti nase, čim več jezikih, vse, kar sem znala. In je pa napor in to tudi vem, ker sem v Švici delala, sem delala dnevno, vsaj v 3 jezikih, zgodilo se pa tudi v 6. In prav spomnim se, pač jaz sem delala za nemške stranke s partnerskimi šolami vedno v angleščini in jezik podjetja je bil francoščina, tako da vsi interni sestanki so bili v francoščini. Potem pa, če je bila kakšna nizozemska stranka z mednarodnega oddelka, pa slovenska, sem tudi dobila jaz. In če so bile Italijanke na kolegiju, je bilo treba tudi italijanščini dvigniti telefona. In prav spomnim se, sta glavna sezona poletje, ko imaš 1000 plus strank zunaj, po celem svetu, ves čas je nekaj, delaš itak nadure, ampak takrat smo vsi smo v enem, nič ni bilo težko. In vem, da prav v enem momentu, jaz sem tako nek me spet vprašal, pa tako, ne vem. Tako, Dana, ker jezik ti govoriš, ne vem. Tako, prav v slovenščini sem vsem nekaj povedala. Pa kaj se upravičujem, ampak sem morala malo dati ven, ker enostavno je toliko težko. Ja, to pa verjamem, da je napor. Takrat sem zmatrena, sam še v slovenščini lahko delam, pa je šlo spet. Ja. A misliš, da tudi tako moč, ko ima ta govorjena beseda, tudi pisana beseda, ker nekako se mi zdi,
da večinoma podjetja, ko gredo v tujino, začnejo s to angleščino in rečejo, dobro, angleščina bo dovolj. Zdaj omenila si Švico, na splošno tudi mi opazujemo, ko delamo francoščina, nemščina. Ponavadi oni želijo brati v svojem jeziku. Misliš, da to dejansko velja tudi za pisano besedo? Ne vem, ali govorimo o pogodbah, spletnih straneh, brošurah, kakorkoli. Je podoben nekak učinek, kot ko greš na pivo v nemščini? Ja, mislim, kaj hočeš doseči? Če hočeš, da je tistemu drugemu udobno, bolj fajn, da boš s tem pridobil nekaj, se splača narediti ta korak in vse prevesti. Opazila sem, da te nove generacije so res že vzgojene v to, da je angleščina, da je to nek nevtralen jezik. Zdaj, jaz sem dostikrat poslušala, zakaj se podrejam drugim, pa zmer slišimo, tudi Slovenci se zmer podredimo drugim. Jaz na to nikoli nisem tako gledala, obratno. Veš, koliko mi samozavestno nastopamo, da rečemo, lej, ti kar v svojem jeziku, ostan se bom že jaz prilagodil. In pa bo to tako eno tako višje dejanje, ne vem, kje je podrejanje, se heceš. Naj ti pomagam bom jaz v tvojem jeziku, ker to je res neznan, mislim, to ni tvoj teren in da se ti upaš sodelovati z nekom, ki je on čist domač v jeziku, ti pa vstopaš na njegov parket. Mislim, to se mi zdi, wow. Mislim, to bi si moral zaslužiti več točk, ne? In pisana beseda absolutno ima moč. To sem videla recimo v Švici. Meni so rekli, ti tako znaš med vrsticami napisati. Na koncu sem vse pritožbe jaz pisala, odgovarjala, pa vse sem dosegla. Ko ti enkrat toliko poznaš jezik. Ko vsaka beseda ima pomen. Ne? Ti dejansko manipuliraš z jezikom, ampak v dobrem pomenu besede, ne? Tega, če daš ti tam tako prevajalnik in brez da bi se zavedal, kaj tam piše, ne moreš doseči. Jaz sem videla recimo moje sodelavke, pa so naravne govorke nemščine. Kakšen jezik je pa to bil? Kar direktno v angleščini. I want this. Dajmo mi malo zdaj najprej ga dobiti na svojo stran. Si vedel, kdaj direktno, kdaj nedirektno. Te nianse jezika, tle se pa je. Jaz sem pa prvič rekla, še dobro, sem jezikoslovka, prvič v življenju zdaj čutim, zakaj moram jaz biti jezikoslovka, kaj ti lahko narediš z jezikom, če ga znaš uporabljati. Pisana beseda, da ti daš enemu v njegovem jeziku pogodbo. Mislim, wow. Ja. Torej, dotaknila si se strojnih prevodov, imamo celo revolucijo s ChatGPT-jem, AI-jem. Tvoje zadnji čas se morda prvo vprašanje, ki nama z Gregorjem zastavijo zadnje čase. Pri tem je bilo ponavadi, katere jezike imamo, zdaj pa je AI na prvem mestu. Kako na to gledaš, glede prevajanja, učenja jezikov, ne vem, koliko je tam prišlo do spremembe, ker recimo tudi mi smo eno obdobje čutili upad, ker se mi zdi, da je cel svet sam tipko in bil na ChatGPT-ju in je bil vse mogoč. Zdaj se mi zdi, da ta trend malo upada. Kako na to gledaš, pa če je tudi učenje jezikov nekako padlo pod vpliv? Ne vem, kam bo šlo. Zdi se mi pa, da to sem tudi začutila, recimo, kaj moram ven z te industrije, ker tukaj bo jezikoslovc premalo. Tukaj bo treba neki širše ekipe imeti. Zelo izhajam iz sebe. Jaz zelo uporabljam umetno inteligenco, chat. Zelo za urejanje besedil, ko sem jaz vezana na znake, da je mi to na 300 znakov. Zelo mi pomaga pri strukturi. Tudi ko ločiš, a je to zdaj samo zame, zato da razumem, ali bom jaz to dala nekomu naprej. To je zelo velika razlika. Koliko bom jaz pustila, da bo to avtomatsko, ko bom pa vseeno prosila strokovnjaka za še eno mnenje. Zdaj pri učenju jezikov, še ta del glede prevajanja. Za generirati besedila mi je super,
ampak sem samozavestna zato, ker se mi še zmeraj zdi, da lahko kritično pristopam do tega, kar mi je ponudil. Da se zavedam, koliko inputa moram jaz, da lahko sploh pričakujem nekaj dobrega nazaj. In recimo, ko zdaj pišem besedila, ponavadi res ali ne, povem, kakšen slog si želim in namest, če sem prej 2 uri jaz skupaj pisala eno besedilo, se zdaj 2 uri pogajam, tam, ne, še to mi popravi, to besedo mi zamenja, to ne, tako da, zadnjič sem celo rekla, daj povej mi, kakšna navodila rabiš. In mi je povedal, in jaz tako, se res to. In od takrat naprej veliko boljše prompte delam, ker mi je v bistvu chat povedal, kakšen prompt hoče. Negativno, absolutno za mojo samozavest. Na koncu se mi je zdelo, če mi zdaj tole en sklopi. Sem jaz bosa. Samozavest je načelo. Se mi zdi, ker jaz teh besed nikoli ne mogla. Ali pa kje bi jaz tako lepo povedala, kako bi jaz to skrajšala. Prej sem. Zdaj se mi pa kar naenkrat zdi, da mi je odvzelo eno to samozavest. Tako da mislim, da je ena taka zdrava, ne vem, ena zdrava uporaba. Sem pa res vesela, da sem jezikoslovka, ker se mi zdi, da ga lahko zelo lepo usmerjam, da dobim tisto, kar hočem. Za učenje tujih jezikov meni je pri učenju ključnega pomena sogovornik in to veliko ljudi zanemarja. In tega prej ni bilo, zdaj pa je. Zdaj pa imamo, mi se lahko pogovarjamo. In jaz prav dam primer, hčerki dam, rečem, this is my daughter, she is 9, please talk in English with her. To vam pove, to je pa tako spodbudno učno okolje. Jaz ne vem, koliko mora biti učitelj spočit, da lahko tako spodbuja toliko dolgo. Tam ni napake. In kaj se zgodi? Večina ljudi ima strah pred napakami. Ampak do sočloveka, ne pa do računalnika. In vržeš vse, kar znaš. In takrat se sploh lahko zgodi učenje, ko ti nekaj daš od sebe. Če se pa bojiš narediti napako, se ne more zgoditi učenje. In mislim, da tukaj predvsem tem ljudem lahko zelo pomaga. Ker ti tudi poveš, popravljaj mi čase, daj mi feedback. Ne, zdaj imaš ti res sogovornika na drugi strani. In še vedno ljudje smo socialna bitja. Mi se ne učimo zato, da bomo lahko z računalnikom govorili, ampak zato, da bomo lahko s človekom govorili. Zdaj, ali je zmožen en človek, ki se boji napak, toliko napredovati, da bo šel vseeno lahko na tisto pivo, ali ne, to je drugo vprašanje. Ampak učimo se zato, da smo lahko v interakciji s človekom in zato ne moramo človeka dati stran iz enačbe učenja. Je nelogično, ne? Ampak ta revolucija, ki jaz vidim, kako spodbuja, nič ne reče pa tako, do you like pets? Pa lahko reče sam dog, dogs are fun. In začne naprej, ne me hate. Mislim, kjer učitelj lahko toliko časa s tem, a ne? In tudi je napaka. Next time, ne, pa daj tole malo razmisli. In tudi za učenje, ali ti se lahko zgodovino učiš. On ti ne bo rekel, ne, ta vojna pa ni bila tega leta, ampak reče, daj razmišljaš še o tem obdobju. Bam, v treh promptih oziroma 3 pogovorih. Dobiš odgovor. To mi boš pokazala, kaj imaš za eno aplikacijo. Meni to, kar si tudi omenila, meni se zdi, da so te stvari uporabne za vse tiste, ki morda niso imeli dovolj neke, ali imajo pomanjkljivo znanje jezika in zaradi tega mogoče ne pišejo določenih prispevkov, pa so recimo lahko zelo dobri strokovnjaki na svojem področju. In se mi zdi, da rečeš, glej, jaz sem inženir tega pa tega in to vladam, da mi napiši, ne vem, post za LinkedIn, karikiram. Se mi zdi, da je to zelo pozitivno, kar sem jaz tudi opazila, da tisti avtori, dajmo reči vsi, ki karkoli napišejo, imajo nek svoj edge. Tega, kakor si rekla, pol se 2 uri ubadaš, da ti zdobiš. Tako da jaz recimo zelo hitro opazim, ko dobim od kogarkoli sporočilo. Ja, se opazi. Mislim, da je eno obdobje bilo samo to, zdaj spet tega je manj, tako da jaz se tudi med drugim tega malo manj lotevam, ker mislim, da mi kar vzame nekaj mojega.
se opazi, predvsem pri teh, ki ne znajo dovolj. Zato, ker vzamejo tisto prvo. In tisto prvo je sam dovolj dobro, ni pa dobro, ampak je dovolj dobro. Zdaj odvisno, zakaj rabiš. In se vidi slog, ko en človek uporablja chat na prvo žogo, če ne daš dobre, pa nastavitve ne daš kakšen nivo jezika, bo zelo velike besede uporabil. To bo, manj ko boš inputa dal, več bo leporečja. Zvenelo bo fantastično. Zvenelo bo fantastično, kaj pa je bistvo? Nič. Ampak tudi ti nisi dal, se ne mora. Ampak jemlje iz tega, kar smo ljudje že sproducirali. To ne mora biti neki zdaj, wow, neki edge. A ne? Ti pa zelo pomaga, ampak kakor zdaj to gre malo na za jezikoslovce, malo na roko, a ne, še zmeraj nas rabite, a ne. To je samo vprašanje časa. To se izboljšuje. Delo se bo spremenilo. Delo se bo spremenilo. Jaz še zmeraj upam, da človeški odnosi ne bojo zamrli, no, da smo res socialna bitja in da bo pri tem ostalo. Ampak kako zdaj pristopamo? Ne? Meni bo tako všeč, da sem prebrala, ne tretira ChatGPT kot Oracle. A ne, daš vprašanje, dobiš odgovor. Ampak res kot asistent ali pa kot sodelavca. In tukaj ti pa res lahko pomaga, ker ti dobiš en kup besedila, da povej mi na kratko. Okay, a ne. Ja, zagotovo plusi in minusi, kot si povedala, in zdaj se moramo v prihodnost nekako z ozirom na te stvari tudi obrniti. Eno vprašanje, ker mislim, da tudi ti si prava za ta odgovor, da si imela toliko maternih govorcev raznih tujih jezikov. Je dovolj, da si naravni govorc, da lahko učiš, prevajaš in tako naprej? Saj veš. Saj jaz vem za druge. Vedno sam to vpraši. Ali lahko vsak Slovenec uči slovenščino? Tako. Ja. Odlično, kratko in jedrnato, super. Ko si organizirala, zdaj se še malo vrneva na Siter, ker mislim, da je tudi uporabno, da slišijo, torej, ko si organizirala tečaje, pretežno si sodelovala, oziroma treninge, za podjetja. Kaj so ta podjetja želela doseči, ko so svojim zaposlenim to omogočili? Kaj je bil v bistvu ta ultimativni cilj teh treningov? To je bilo pa različno. Eni so bili res, tisti meni, kar bi bilo res všeč, ne, ko so res hoteli rezultate. A ne, znanje je bil cilj. Se pravi, ti morajo doseči ta nivo znanja, ker rabijo v službi. Ker tukaj je bilo res zelo veliko dialoga, prilagajanj, pač kopali smo tisto, kar jaz delam. Nekateri so to dali kot možnost, kot neka nagrado, kar je tudi čisto super. Ne? Sem bila vesela vsakič, ko je nekdo si izbral jezik, ne, kot nagrado. Lahko bi si fitness karto, pa si jezik. Se pravi, s tem je bilo pa luštno delati zato, ker so imeli svojo motivacijo. In tukaj ni bilo treba delati samo na službenih stvarih, ampak je bilo veliko, jaz rečem temu, obšolskih dejavnosti. Neki hobiji, ki so hobije združili, a ne, tako prijetno skoristim. Potem so pa bila podjetja, ki so pa to omogočila, ko je bilo to del team buildinga, že bolj tako malo povezovanje ekipe, to so bili ponavadi skupinski tečaji, ali je bil to del onboardinga, ko so pripeljali lahko družine s sabo, je bil tečaj za družino. Tako različni motivi so bili. No? Kateri jezik je bil najbolj popularen, iskan? Vedno angleščina. Vedno angleščina, potem nemščina je bila ponavadi vedno na drugem mestu. Na koncu je pa slovenščina začela zelo rasti. A to ste imeli za tujce ali tudi za Slovence? Aha. Vedno več je bilo. Tujcev, ki sem prihajalo. Lepo. In slovenščina, a je bila to cela družina, a je bilo to za neko menedžersko mesto, kjer smo res delali že na poslovni slovenščini. Ali pa je bilo to pač, zdaj tukaj živiš.
Lepo. Probi malo, da bo šlo malo hitreje ta asimilacija, ta potopitev v tole novo okolje. Ja, vedno je zanimivo. Dobro, jaz sem pred 10-12 leti tudi bila tam, da sem se morala učiti od nule in danes mi je lepo, kakšnega tujca slišim, pa da je tako iz čist neke kontradržave, ker nima nobene povezave z jezikom, karkoli to mi je, mislim, ko greš v kitajsko restauracijo, pa tudi če tistih 15, mislim, pa ti dvigne telefon, pa te razume, meni je to wow, ker kitajščina pa slovenščina nobena blizu. Tako, ja. Jaz imam ogromno še vprašanj, ampak da ne bomo predolgi, bom probala to zmiksati v eno vprašanje in sicer si že omenila, da na tvoji poti, da so ti mentori veliko pomenili. Tudi zdaj, prej smo se pogovarjali, da ti tudi na svoj način pomagaš novim generacijam podjetnikov, deva reči, tudi zelo mladim, bila si namreč v komisiji Poprov. Tako da mi povej to učenje skozi mentorstvo oziroma da kadarkoli imaš ob sebi nekoga, na koga se lahko obrneš, kaj ti je to pomenilo in na kakšen način potem tudi to znanje daješ naprej drugim generacijam. Ja, mentorstvo je taka dvosmerna zgodba in se mi zdi, da zelo veliko priložnosti zamudimo, zato ker ne vemo točno, kaj pričakovati od mentorja in kaj se pričakuje od nas. Jaz mislim, da zdaj imam 5. mentorstvo in se mi zdi, da je prav tako, to, kaj se zgodi, res taka sinergija, ker ti veš, kaj hočeš in oni res vejo, kako pomagati, kako te to tam pripeljati, to pot sem že šla, pejva skupaj. Ali pa sam z nasveti, saj mentorstvo je bolj usmerjanje, ampak meni ta zadnja mentorica, Marcela Omahen, ona je top. Tako sva se ujeli točno v pravem času, je bila tam. V pravem času je tudi prave stvari rekla. Saj mož je bil pol doma, jaz sem ti to govoril že dolgo časa. Običajno je tako, sicer je pri nama obratno, ponavadi jaz to rečem. Ja, nisem slišala tako. Nisem razumela, ne vem. In ne vem, to mentorstvo, sploh na vodilnih položajih, ko si v podjetju dostikrat nimaš nobenega. Se si dajo feedback zaposleni. Pa jaz gledam, je to zdaj iskreno, je to, ne. Ali si pa ti le šefica, ne? In sem se tako samo počutila in toliko sem čutila ono steno za sabo v pisarni, ki se mi je zdela, včasih sem se lahko nazaj obrnila in rekla, kako bi pa to naredila, pa jaz tega pa ne znam. Zdaj pa bila sem stena, ko sem se obrnila. In mentorstvo ali pa razna članstva je bila ta stena, da se odprla, da sem jaz vseeno lahko nekoga vprašala. Sicer se z možem posvetujejo doma, imam tudi prijateljice, ki so podjetnice, ampak mentorca sploh zdaj res nazadnje se je toliko posvetila meni, toliko me je poslušala, toliko me je prebrala. Pravi, da sem jih tudi jaz nekaj nazaj dala. Toliko lahko preskočiš in res imaš nekoga tako zdravo okolje, da se počutiš, da si normalen. Na momente se ti res zdi, da si z enega drugega planeta. Saj pa to ni normalno. Ne zdaj, da bo en vloga žrtve, ne, pa te bo tam teptal, ampak da tako je. In sploh Marcela je imela zmer tako, to je proces in to je zdaj sestavni del procesa. Da se ti vedel, da delaš prave korake. Ampak da pač vedno nekaj zahtevajo, nekaj se zgodi, ni vedno lepo, ampak saj fokus, da sem imela spet, ne pa da me je en držal za roko in v tistih najbolj težkih časih, da me prav fizično parila za roko, tako dihaj. Včasih so sam message dobila dihaj, zaenkrat bo to dovolj. Lepo. Ja. In to zdaj mentorstvo, sem bila tudi že parkrat mentorca, včasih se mi zdelo tako, jaz sploh lahko kaj dam. Ampak potem tudi vidim, moraš tudi kot mentor biti pripravljen, da je dvigniti roke in reči. Ne gre. Nisi pripravljen, ne vem, ne morem kar jaz biti oracle, kot ti te povem. Tako super stvar mentorstva in se mi zdi, da to je eno tako dobro dejanje v obe smeri.
Sliši se super, tako da želimo torej vsem, da imajo tako fajn mentorje v pravem času. Torej, na sabbaticalu si, prej smo se pogovarjali, imaš plane za prihodnost, tako da v to ne bom preveč brskala, bom počakala. Tako da ne vem, kakšno misel za zaključek. Kogarkoli želiš nagovoriti, lahko pošlješ sporočilo v zrak. Eno stvar, ki sem se malo naučila zdaj, je merilo uspeha. Sem iz tega, da nekaj dosežem v karieri, mogoče kakšna titula, ki je pade, sem zamenjala s tem, a sem jaz tle zadovoljna. In ni vredno, včasih enostavno ni vredno. In zato, a sem jaz zadovoljna, a delam to zase, za družino in vlagati v odnose. Mislim, da samo odnos ti lahko nekaj pol nazaj da. Lepo. To bi bilo mogoče moje sporočilo. Odlično, hvala ti. Hvala, da si prišla in hvala za super pogovor. Z veseljem.